pa jaz pa pravim, da kazen mora biti vzgojna, zdaj me je pa za ženo dobil. Meni so vedno rekli, da me raje gledajo, kot poslušajo. In sva kar zgubila takrat v tistem obdobju to vez med sabo in me je prav skrbelo, a bova našla pot nazaj ali ne. Da se mi je kot prva gostja v novi sezoni pridružila Natalija Verboten. Hvala za povabilo. Da upam oziroma vem, da bova lepo otvorili tole novo sezono in se zelo veselim, da bova poklepetali ob skodelici kave. Z veseljem. Zdaj, da ne bova lagali, kavice danes nimava. Zdaj sem razmišljala, a se ne delam, da je ali da je ni. Ne, nimava, ker jaz prvo spijem. Jaz sem človek jutranji tip in takoj, ko vstanem, moram spiti kavo pa pojesti zajtrk. In to je bilo danes v 5 zjutraj, tako da je že tista za mano. Teda kvota je izpolnjena. Da. Jaz sicer bi jo spila s tabo, če bi jo še, ampak mi nič ne manjka, če ne. Tako da bova danes klepetale tudi lepo ob kakšni drugi, ob kozarcu vode. Tako pa, ob skodelici kave. Tako. Za nami je poletje, oziroma zdaj vstopamo v jesen. Kako si preživela poletje? Super. Zdaj zadnje leta si kar vzamemo z družino dopust. Tega včasih nisem poznala, takrat, ko sem bila zelo aktivna v glasbi. Zdaj pa en mesec preživimo v kampu Straško, v Novali na otoku Pagu, tako da dan let potem pa konec avgusta smo pa še posneli ta najnovejši videospot Amore mio, tako da je bilo in delo tudi čez poletje, bilo pa je tudi dopust, si znam zdaj vzeti čas zase. No, to je lepo slišati. Sem ti želela nekje vmes povedati, da tudi jaz hodim vsako leto kam Straško, ampak zdaj si že ravno omenila. Aha. In potem sem si zadnjič gledala tvoj videospot, torej Amore mio, in vidim, posneto Straške, lepo. Ja, mi je najlepši kamp, čisto iskreno bom povedala, v katerem sem do zdaj bila in res mi je super, ogromno je rastlinja, zelo je urejen, disciplina. Super mi je vse, skratka. Mož me je komaj pred leti pripravil. Jaz imam iz otroštva slabše spomine na prikolice, pa na kampe, pa na te stvari, ampak to je čisto drugi svet zdaj, kot je bilo pa takrat, ko sem bila seveda jaz otrok. To je bilo pred 40, skoraj 50 leti, ko sem bila jaz otrok. Itak. Mislim, da se veliko ljudi malo poheca, da je to skoraj kot neko malo naselje, ta kamp, zato ker imaš vse v kampu. Ja, in mi sploh ne pridemo ven iz letos še do Novali nismo prišli, ker imamo toliko znancev in toliko ene akcije in radi smo športno aktivni in igramo pedal, pa nogomet, pa badminton, pa namizni tenis, pa plavamo seveda, tako da res je super. No, se mi zdi najbolj pristen, pa najlepše preživeti dopust v mojem življenju. Res je lepo, se strinjam. Pa ste to začeli zaradi otrok hoditi ali zaradi moža? Ne, ko sva bila še sama, me je parkrat peljal na obisk, potem pa sva otroke dobila in otroci so navdušeni, seveda, ker imajo vedno družbo, polno je akcije, res imajo tudi animacije za otroke, je zelo dobro poskrbljena, ne? Tako da pravzaprav me je mož potem prepričal, da greva probat zaradi otrok in od takrat naprej se sploh nismo šli kam drugam. Mi dva pravzaprav že 18 let, kar sva skupaj hodiva na otok Pag. To je en tak vajn otok. Ja, res je. Ja. Lepo slišati. Torej, Amore mio, skladba, po kateri so bili vsi veseli, da se je vrnila tista stara Natalija, to zdaj vse povsod beremo, poslušamo. Je pa res, da se je verjetno kdo vprašal, pa kje si bila, ne? Ja, tako sem predstavljala pol leta nazaj, marca letos, ko sem predstavljala novo pesem, Balada, je bila Sijem, pa tudi lansko leto je bila, oziroma 2 leti nazaj je bila tudi Balada, Me še ljubiš, vmes sicer je bil Ta hiter bodi ti moj božiček, predelava ene moje starejše pesmi. So mi rekli, pa zakaj same počasne, daj Natalija, zakaj same počasne, ampak enostavno je čas, da ti avtor rabi čas, da ti napiše skladbo, ki ti paše na karakter, ne. In pred 24 leti so prav poslušalci, publika po celi Sloveniji je takrat vzela Natalijo Verboten v skladbi Rdeč Ferrari za svojo. To pomeni, v očeh publike sem žurerka, vedno poskočne pesmi, vedno poskrbim za dobro voljo, za zabavo, plešem po mizah. Zabavljač pravzaprav, moja služba je, da sem zabavljač in
od tistega obdobja, ko sem se z Liziko v rdečem Ferrariju zate na Triglav zapeljala mimo 2 policajev, ne, pa še katera druga pesem, seveda je še zdaj publiki ostala v ušesih. To je trajalo 10-15 let, imela sem ogromno nastopov, zelo naporno obdobje, je bilo super obdobje, ne, ampak je to kar enih 15 let, ne, vsakodnevnega potovanja po Sloveniji, vedno biti dobre volje, biti pripravljen dvigniti, kako naj rečem, publiko in narediti dober žur. Super služba mi je to, ampak seveda sem rabila potem po teh 15 letih tudi čas zase, da se malo umaknem, da si uredim zasebno življenje. V tem času sem postala žena, pa 2-krat mama, pa podjetnica, tako da jaz nikamor nisem šla, ampak tista zabavljačica je pa malo počivala, malo si je nabrala energije nazaj in idej. Zadnje leta sem pa kar začela pogrešati, se je v meni kar malo prebudila in sem si zaželela teh skladb v mojem prepoznavnem slogu, ampak v življenju nič ne gre na silo, vse rabi svoj čas. In ko mi je lani Rej pokazal to skladbo Amore mio, se je ta Natalija v trenutku zbudila kot trnjulčica iz tega, bom rekla, zimskega spanja. In začutila sem takoj mravljince sem dobila, kurjo polt, to je tisti prvi znak, ko sem se rekla, to je to, evo, in zdaj je v bistvu ta rezultat in pesem in videospot. In stara Natalija, stara nova Natalija, malce bolj moderni preobleki, spet nazaj. Je lepo, verjamem, da so oboževalci navdušeni. Super odziv je, res je, res fajn je, ko vidim, da so me pogrešali to moja, bom rekla, veselo, zabavno, poskočno, žurersko energijo, ker tudi sama imam zelo rada te nastope in se moje baterije tudi na odru polnijo na tak način. Je pa vseeno razumljivo, da v bistvu človek gre čez določena obdobja v svojem življenju in pa verjetno se temu prilagodi potem tudi glasba, ne? Ker konec koncev izražate nekaj, kar čutite v tistem obdobju. Ja, pa če ni nekaj, kako ne rečem, če ni neke vesele poskočne pesmi, ne, če avtorji ne dobijo navdiha, ker jaz sama nisem avtorica, sem poskušala, ampak nič ni padlo z neba, tako da jaz sem gotovila, da tega talenta ni. In zakaj bi se človek silil nekaj, kar drugi veliko bolje naredijo od tebe, tako da zaupam super ekipi že od samega začetka, ne. Zdaj Rej piše zame za svojo produkcijsko ekipo, tako da sem zelo zadovoljna, bom rekla, v tej moji novi koži. A prihaja že kaj novega v kratkem? Ko bo promocija Amore mia, ko upam, da s to pozitivo, s to veselostjo, to zabavnostjo Amore mia skladbe okužila velik del Slovenije, okužila v lepem, v lepem pomenu. Ja, seveda imamo že pripravljene skladbe za naprej, tako da ta poskočna, energična Natalija, ki je vedno poskrbela s temi hudomušnimi, šaljivimi besedili, ki je mogoče malce nagajivo provokativna, seveda tudi kdaj, ker to v šovbiznisu tudi mora biti, ne. Ta je nazaj in ta bo zdaj kar eno obdobje tukaj lansirala te hitre, zabavne pesmi. Pa verjamem, da potem tudi v zasebnem življenju si verjetno bolj tak zabavljaški tip, zabavaš svoje prijatelje, družino? Ne? Po mojem sem najbolj dolgočasna oseba daleč naokrog. Res? Ne, nisem, ne. Službeno pride ta Natalija vedno na plano, zasebno sem pa zelo sramežljiva, ni prava beseda, ker nisem sramežljiva, sem umirjena. Jaz sem zelo umirjen človek, rada sem sama, sem samotar. Na tak način se polnim baterije, si zelo razmišljujoča. In tukaj je pravzaprav, midva z možem sva se spoznala leta 2005, sem zamenjala spremljevalno skupino, ker prejšnja skupina, toliko sem imela nastopov, da enostavno niso zmogli več tega tempa. In sem iskala novo spremljevalno skupino in izvem za en band iz Maribora. Smo se dogovorili prav na Valentinovo je bilo, ker noben drug datum nismo imeli prost in grem poslušati te fante, da vidim, če bo med nami kakšna energija, ne? Če se bomo sploh ujeli, in zgledam tam na odru tega mladega, nekega črnega pevca, ki se je hotel s svojimi šalami pa na vsak način razpočiti na odru,
prvim trenutkom mi je bil zoprn. In potem sem pravzaprav, to je bil zdaj moj današnji mož, 2 leti spremljevalna skupina, mislim, smo se takrat dogovorili za sodelovanje. Potem pa so mi kasneje povedali zgodbo, da edini, ki je bil proti našemu sodelovanju, je bil moj mož zdajšnji, ker sem mu bila tako antipatična iz javne podobe v medijih, da enostavno je rekel ne, samo nje ne. Edini ni bil za, ne. Vsi ostali so bili za, pa jaz pa pravim, da kazen mora biti vzgojna, zdaj me pa za ženo dobil. Ampak potem vse zagotovo zanima, kako sta prišla skupaj. Njemu je bila ta Natalija, ki jo je spoznal, da se navežem na vašo temo, da verjetno zabavam svoje prijatelje, pa ta razmišljujoča, umirjena Natalija, ta mu je bila pa všeč. Seveda smo se preko druženja 2 leti sva imela vsak svoje partnerje, potem smo se rešili in šele potem sva midva pravzaprav prišla skupaj. Najprej se fejst skregala, pol pa sva iz tega kreganja ugotovila, da pravzaprav sva si všeč, ne. Takrat sta dala vse na mizo, si povedala. Ja, jaz ga nisem jemala resno sploh, ne, na začetku s temi komplimenti, ker prvo, kar je, muzikanti ne skoparjajo s komplimenti ženskam, ne. In sem si mislila, ja, normalno, zdaj bom pa jaz te finte, ko jih non-stop poslušam, ko sem z vami, ko igrate, zdaj bom pa jaz, to boš na meni probo, ja, normalno, mislim. Vse sem pa ja že vse doživela, pa vse slišala, ne. Ker moj mož je 5 let mlajši od mene in takrat sem imela v glavi, da iščem partnerja, ki je starejši, zrel, bolj izkušen v življenju, pač to mi je bilo všeč, na primer, ne. Ampak, ko sem pa Dejana spoznala, pa sem videla, da mislim, s tem predsodkom sem do njega pristopila, češ mlajši si, se ne vem, kaj ti ne dam Lego kocke, ali kaj si ne s tabo počnem, ne. Ampak v življenju sem se že toliko zarečenega kruha najedla, da ja, tudi na tem področju in potem sva ugotovila, da je to kljub njegovi mladosti, ne, da je 5 let mlajši od mene, to je izredno zrel, izredno priden, delovn, resen, odgovoren človek pred mano stoji. On že od 15. leta sam za sebe skrbi, služi denar in sam za sebe skrbi, ne. Ker je pač po karakterju tak človek, ki to hoče, ne. In vse, kar si zamisli, on uresniči, na primer, ne. In to me pa potem pritegnilo, da sem trenutku pozabila na to, da sem pospravila Lego kocke stran. Vem, da si to anekdoto že večkrat povedala, ampak kako pa vidva sedaj na to gledata za nazaj, na te vajne začetke? Se verjetno kdaj pošalita? Ja, zanimivo je bilo, ja. Lepi spomini so že na ta začetek. Čeprav seveda potem v življenju pridejo vzponi, padci, življenje prinese marsikaj in sem se skozi leta naučila, da odnos dober ni sam po sebi umeven, da se je treba fejst potruditi. Ker ko sta prišla otroka, sva imela eno obdobje, ja, imela sva mlada otroka, podjetje, midva imava podjetje, ki se ukvarja s celotno tehnično opremo prireditev po vsej Sloveniji. In ravno takrat je Dejan zalaufal to podjetje, jaz sem skrbela za dom, za družino in sva se zelo malo videla, pa še takrat, ko sva se videla, sva bila zelo, kako ne rečem, neprespana, utrujena, tečna in sva to tudi znašala drug nad drugim, ne. In tisto obdobje ni bilo potem rožnato, ampak en preblisk sem dobila, smo šli enkrat z otrokoma v trgovino in nisva bila tudi dosti skupaj, ne, in sva pozabila drug na drugega, pozabila sva si namenjati čas. In je rekla prodajalka, vidim tam prodajalko, ki se Dejan ji pove nek štos, ker on je pa zabavljač, na primer, ne, v vsakodnevnem življenju. In sem si rekla, wow, pa se to je ta moj Dejan, že od samega začetka pa sva vmes pozabila. In ta Dejan in ta zabavna, vesela Natalija se je skrila, samo ta tečna dva sta ostala, ne. In sva kar zgubila takrat v tistem obdobju to vez med sabo in me je prav skrbelo, a bova našla pot nazaj ali ne. In mi je bil tisto tak preblisk, ko sem si rekla, nič, zdaj pa se treba začeti truditi. Zdaj otroke mava, nisva na lahek način, tudi otroci nama niso bili samoumevni, sva potrebovala zdravstveno pomoč tudi pri temu, da sva dobila sinove, ne. Zdaj pa to mava, dom mava, podjetje mava, zdaj pa se bo treba začeti truditi za najin odnos, ker če ne bova imela naju, potem nama
kaj ti nuca podjetje, kaj ti nuca hiša, če se ti ne razumeš, ne? Če se nimaš rad. Oziroma, če pozabiš drug na drugega. In takrat sva se pogovorila, sva našla spet skupen jezik. In zdaj moram povedati, da se prav trudiva, prav v urniku mava, da si morava vzeti čas za naju, ni nama veva, da veza ni samoumevna, tako kot nobena stvar na svetu ni samoumevna. Si vzameva čas za naju in vzdržujeva to najino komunikacijo, druženje. Zelo pomembno je tudi, da sem videla, da se znava veseliti, da se znava zabavati drug ob drugemu, ne. Lepo. Pa lepo mi je, da govoriš o tem, ne, da ni zdaj razmerje zelo lepo, pa glede na to, da si medijska osebnost, pa da ne rečeš, vse je super in lepo. To je zelo lepo in iskreno. Ja, nikjer ni, ne, nikjer ni, življenje ni popolno in prav to ga dela lepega, se mi zdi, ne. To vedno cenimo stvari, za katere se moramo ljudje potruditi, ne. Tisto, kar ti je dano samo od sebe, sploh ne znaš ceniti. Zdaj jaz iz svojega življenja govorim, ne. Tako da, ja, vsi smo krvavi pod kožo in dostikrat v življenju sem iskala pomoč in mi je bilo super, da so mi bili ljudje iskreni in da so mi povedali svojo izkušnjo in da potem, na primer, veš, kako se obrniti, ko naletiš na določeno težavo in da smo vsi krvavi pod kožo, da ni idealno vse, ker nič ni idealno, ampak to vem šele zdaj, ko se bližam 50. rojstnemu dnevu, ne. Včasih, ko si mlajši, sem drugače mislila, ne. In od sebe tudi preveč zahtevala, ker sem perfekcionist, pa deloholik in... Same fajna kombinacija. Ja, idealna. Ja. Ampak potem, ko sem jo prebrodila, ko sem vse te, bom rekla, izzive, ne, ki jih vse to sabo prinaša, ko sem se soočila z vsemi temi izzivi, je ena velika življenjska modrost, pravzaprav sem se naučila jo iz tega, ne. Da si je treba odpuščati, da vsi delamo napake in prav je, da jih, ker se iz tega največ naučiš, ne. Se strinjam, ja. Lepo si zaobkrožila. Zdaj, ena stvar verjetno, kako ločujeta torej poslovno kariero pa vajino zasebnost, je točno ta, da si prav načrtno vzameta skupni čas. Ja, ker sicer je najino življenje zelo prepleteno, tu ne moreš ločiti, ne, zasebnosti, prav črto potegniti, zdaj pa to je to, ne. Ne, ampak uživava v delu, uživava v družini in se trudiva ohranjati prav zavestno to pravo razmerje med enim in drugim, je pa super, da je vse, ne. Verjetno je pa tudi to bilo težko dobiti neko razmerje, ne? Ja, to se pač človek sproti uči. Ja. Ne, ljudje smo si različni, tudi imamo... Ja, vsak mora neko svojo formulo pogruntati, kako mu odgovarja. Jaz, ko sem si takrat vzela čas za zasebnost, pa sem rekla, da si uredim tudi osebno življenje, ne. To je bilo leta 2000... Ja, potem, ko sem dobila otroke, ne. 2010 sem dobila prvega sina, pa 2015 drugega. Sem bila kot, na primer, Natalija pred 24 leti, ki je bila kot pevka v določenem obdobju najbolj popularna izvajalka v državi, najbolj zaželjena. Nastopi so bili bukirani za, ne vem, par let naprej. Pridna sem bila, dobro sem zaslužila. Skratka, kar se tega tiče, je bilo vse idealno. Zasebno sem bila pa zelo nesrečna mlada punca, na primer, ne. Ker se mi zdi, da za ženske tam med... oziroma moram kar o sebi govoriti, ne posploševati, med 20 in pa med 30 je bil vsaj zame, je bilo obdobje, ko sem morala veliko stvari predelati tudi ali pa podelati psihično tudi iz otroštva. Jaz pa sem imela določene stvari nerešene, na primer kot bila sem zelo sramežljiva, zrasla sem, starša se nista razumela, sta se potem kasneje tudi ločila. Jaz sem vse te njune težave vlekla nase, sem mislila, da sem jaz kriva za njuno nerazumevanje, ker pa kot otrok ne veš, ne. A si bila edinka? Edinka, ja. Iz dežele smo se preselili v mesto, nisem bila sprejeta tako, kot bi si jaz želela, na primer vedno sem iskala potrditev in verjetno sem si tudi, ko gledam življenje nazaj, zato izbrala ta poklic na očeh javnosti, ker sem si želela potrditev
od publike, vmes sem jo dobila, pa vmes pregorela zaradi svojega deloholizma in perfekcionizma, ne. In 10 let kar obiskovala potem psihiatrinjo v Celju, da me je naučila, kako naj se imam rada. Da si izboljšam samopodobo, da si uredim, kako naj rečem, v enem trenutku sem bila najbolj priljubljena izvajalka v državi, imela sem nastope non-stop, ne. Sem se pa en dan zbudila, pa se premakniti nisem mogla zaradi te izgorelosti, ne. Psihična in fizična izgorelost se je potem pojavila, ker sem od sebe pričakovala preveč, ne. In potem je bila ena taka dolga pot, 10 let sem vsak mesec hodila na pogovore v psihiatrinji, doktor Metodi Vengost Vidmar v Celje, in to je bila najboljša odločitev v mojem življenju, ker sem že takrat osebni zdravnici rekla, ko sem jo klicala, ne morem se premakniti, kaj naj naredim, jaz moram oddelati nastope, danes, jutri, pojutrišnjem imam nastope, jaz moram iti, jaz fizično moram biti tam, pa se ne morem premakniti. In med drugim mi je rekla, da naj uvedem nujno prosti čas v svoj urnik, ker sem samo delala cele dneve, samo spala sem, sicer sem samo delala. Pa rekla sem, nočem ne tablet, z ničemer drugim nočem, ker do takrat, do 30. leta, sploh nisem na primer pila alkohola, nikoli v življenju nisem poskusila mamil še do zdaj. Nočem z ničemer drugim te svoje, bom rekla, nerešene stvari reševati, kot da se soočim sama s seboj in jih na tak način rešim. Vem, da bo to dolgotrajno, pa da ne bo lahko, ne. In potem na tak način počasi, korak po koraku je šlo, tako da prvič, ko sem prišla k psihiatrinji, mi je rekla, Natalija, koliko imate radi sami sebe od 0 do 10, pa sem komaj tja do 2, na primer, zlezla, ne. Nihče mi ne bi to takrat prisodil, ker sem bila uspešna, drugi so rekli, lepa, mlada ženska, v mojih očeh, ne vem, nikoli se nisem imela za lepotico, ker nikoli nisem razmišljala o sebi na tak kot si, ne. Vse se da, če se hoče. Ampak je pa pomembno, da začneš reševati težavo, da se ne predaš, da verjameš, nobena pot pa ni lahka, ne. Pa da tudi poiščeš pomoč, a ne? Točno to, da poiščeš pomoč. Ker jaz sem se poskušala, ni mi bilo dovolj, da se pogovorim, na primer, ali z sorodniki ali z prijateljico. Rabila sem prav eno strokovno osebo na drugi strani, ki ne bo name gledala čustveno, ampak mi bo kar postavila točno tako, kot je, da me bo soočila z realnostjo, ne. Brez filtra, ja. Točno ker verjetno in družina in prijatelji bi vsaj malo umilili. Ja. To je pa potem nekaj čist drugega, ko se usedeš pred neznano osebo. Točno to, ja. Pa tudi ti verjetno drugače reagiraš, poveš tako, kot je, ne, da si potem recimo družina ne bi ustvarjala svojega mnenja. Ja, točno to sem hotela, eno strokovno, nepristransko mnenje, in zame je bila to prava in najboljša pot. Zdaj imamo, glavne, moja podoba je zdaj 10, če imam pa one hormonske ženske težave dneve, ne, pa prije tam na 9, 9 pa pol. Tudi v redu. Kupljeno. Ampak ja, kot si prej rekla, ne, nihče ne bi pričakoval, da je neka medijska osebnost, ki ima ves čas pozornost, da ni zadovoljna sama sabo, ne. Čeprav je kar veliko teh primerov, ne, potem, ko se tudi drugi odprejo in priznajo to. Ja. Saj sem tudi jaz vidim pri svojih kolegicah in kolegih, to smo za ta poklic, ki vleče ogromno pozornosti iz medijev, od ljudi, ne, smo tisti, ki si želimo pozornost, ki imamo prav manjko pozornosti v preteklosti iz pač najrazličnejših razlogov, ne. Se mi zdi, da vedno pol nekje ali v otroštvu ali v zgodnjih letih najdeš tisti razlog za dogajanje. Ja. Tako da predlagava, da se poišče pomoč in da to ni nič kaj takega. Čeprav se mi zdi, da še vse nekatere je strah še danes tega. Ja, ne vem, zakaj obstaja zakaj to velja za tabu tema, na primer. Meni to res, ko razmišljam, če nas boli zob, gremo k zobozdravniku, torej strokovnjaku, da ti pozdravi zobe, če te boli duša, ne? Greš strokovnjaku, da ti pozdravi, mislim, če imaš psihične težave, to ni nič kaj takega, vsi se kdaj znajdemo v situaciji, ne?
Jaz sem zelo, kako ne rečem, človek, ki nimam tabujev, ne delam si težav tam, kjer jih ni, ne. V življenju, zato tudi odprto govorimo o tem. Sicer takrat, naprimer, ko se soočam z izzivom življenjskim, takrat ne morem govoriti o situaciji, potem, ko jo pa rešim, naprimer, potem pa lahko vse za nazaj povem. Ker tudi jaz, ko sem iskala, na kak način si ne pomagam, takrat ti je vsaka informacija dobrodošla. Probaš nekaj, probaš pogovor tu, pogovor tam, ko vidiš, da to ni, iščeš dalje, naprimer, ne. In če komu lahko odprem ali pa pokažem kakšna vrata, ki mogoče mu tudi ne ustrezajo, pa si bo našel novo pot, ne. Ampak, naprimer, meni je bilo to dobrodošlo takrat, ko sem iskala rešitve za svoje izzive. Jaz ne govorim problemi, govorim kar izzive. Se boljše sliši tako. Ja. Bolj pozitivno. Ja. Se da jih premagati. Točno tako, ja. Potem pa verjetno v tej luči vzgajata tudi svoja sinova. Ja, to pa je spet ena vzgoja, je pa spet ena taka posebna tema, ki par mesecev nazaj sem prebrala en hec, da je ena gospodična enkrat rekla, to je vic je to, ne. Okay. Vzgojo sem obvladala v nulo, no potem sem dobila pa otroke. Pa se je vse začelo znova, ne. Ja, to je ena taka stvar, ko šele takrat, ko si situacijo, pravzaprav, ko si dan vanjo, jaz sem tudi včasih mislila, da bom, kako ne rečem, bolj kot po maslu vzgajala svoja otroka, pa sama sebe v bistvu vzgajam tudi preko, ni tako lahko, ko se mi je mogoče včasih zdelo, da bom pa res vedno stala za svojo besedo, da bom vedno vztrajala, da bom vedno, ja ne, saj sem tudi jaz samo krvava pod kožo, tako da se sproti učim, sproti prilagajam. Zdaj sta že eden je 14 let star, drugi je 10 let bo. Oba v šoli. Ja, oba dva v šoli. Se mi zdi, kot da imam 12-nika doma, ker si seveda Oskar, mlajši sin, zgled jemlje po ta velikemu, ne. Seveda. Super sta, ampak ja, je eno zanimivo obdobje zdaj pred nami. Ja, pa je kaj bolj naporno, misliš, da zato, ker sta oba dva fanta? Ne vem, kako je, če so doma dekleta, ne. Ja. Nama sta bila dana dva fanta, tako da jaz, kaj pa vem, spoznavam ta svet, fantovski svet, ker je non-stop neka borba med sabo, pa non-stop neko, bom rekla, tekmovanje, ne. Jaz nisem vajena niti enega, niti drugega, ker jaz sem kot pač sama bila kot edinka, ne. In sploh ne vem, kako je to, če imaš sorojenca, ne, da ti res, ja. z nekom živiš. Jaz sem pač vedno bila sama in vedno sem imela vse samo za sebe, ne. In nikoli nobene družbe. Mogoče sem tudi zaradi tega samotara, ali pa sem, ne, taka sem kar po karakterju, ne. Tako da, ne, super sta. Jaz sem čisto v redu, kako ne rečem, se znajdem kot fantovska mama, ker imam rada šport, imam rada vse te aktivnosti. Ker pri nas je seveda non-stop na sporedu kolesarjenje, rolanje, namizni tenis, nogomet, košarka, vsi športi. Vse. Skratka, mogoče sem tudi zato tako aktivna, pa v bistvu fit za svoja leta, ker sem enostavno primorana. Doma imam dva osebna trenerja, dva sinova, ki me non-stop naganjata. Imamo tudi psa, Dona Bigla, ki rabi vsakodnevne sprehode, živimo na deželi, tako da kar izrabim te naše vinorodne griče okoliške, da pohajkujemo iz dneva v dan, ne. In tudi si sploh ne znam predstavljati, kako bi bilo, če bi bilo drugače. Super mi je, tako kot je, zadovoljna sem zelo. Lepo je, tako športno aktivni. To je zagotovo dobro, pa tudi glede na tvoj poklic, ne, moraš biti fit. Ja, in včasih sem mislila, da pač moram res prav hoditi v en zaprt prostor, pa da si s tem pridobivam kondicijo, pa ne skrbim za svoje zdravje in za postavo in za, ne. Vidim, da je delo okoli hiše, pa rekreacija s sinovama je super in še pozitivno vpliva na zdravje in na vse. Zdaj, predstavila si jih tudi v tem komadu Sijema, ne? Je bil en tak vaš skupni lep projekt, v katerem si jih tudi predstavila javnosti. Kako sta pa ona dva vse to dojemala? Ja, super. Ona dva sta pravzaprav
prišla k nama v družino, ko sem jaz že zaključila s tem aktivnim prepevanjem, ne? Ko sem si želela umiriti, posvetiti družini in ona dva sta šele potem, ko sta šla v šolo, spoznavala mamico kot pevko, ne? Ker so jima tudi sošolci kazali, ja, veš, je prišel Oskar, ne vem, leto, 2 nazaj, joj, Vito pozna čisto vse tvoje pesmi in je potem kazal, kaj vse in mi je moje posnetke kazal na YouTubeu, ker je bilo to za njega novo, ne? Tako da super sta, spremljata, pač tako, kolikor ima je, jaz nič ne silim, ker to je tako eno pravzaprav življenjsko obdobje, ki je bilo moje, preden sta ona dva stopila v življenje moje in najino. Potem se je seveda vse vrtelo okoli njiju dveh. Takrat par let sploh nisem delala nobene nove pesmi, ne. Nastopala sem ves ta čas, tu pa tam, ne. Nič aktivno in ko je bila pa pesem Sijem, jima je bila že od samega začetka zelo všeč, seveda spremljata to, kar jaz na novo naredim, posnamem. Včasih jima je všeč, včasih to, kar mimo njiju zleti, ne. Ta Sijem se ju je takoj dotaknila in mi je režiser rekel, Natalija, rabili bi tvoja pristna čustva na obrazu. Kaj, če bi ti svoje sinove vprašala, če sta za, da bi v parih kadrih bili skupaj, vi, pa sem rekla, nič vprašam lahko, ne. Ne rada pretirano izpostavljam svojo družino, skrivati sploh nimam namena, ne. Pa sem jo vprašala, pa sta bila navdušena, zelo vesela sta bila, da sem jo povabila in potem tisto snemanje je bilo zelo kratko, pa zelo sladko, hitro nam je minilo. Konj je bil ubogljiv še pa še, radi imamo živali, vidi se, to smo kar v bistvu sosednjem kraju, skoraj da od nas doma posneli, ne. In so to spomini, ki so res pravzaprav zdaj zabeleženi na filmu in nam bodo ostali za celo življenje. Poleg tega, da je še ena taka lepa zgodba za novo pesem, ne. To je pa res, da je zabeleženo do konca. Neka taka obdobja, ne? Če te zdaj gledajo, kakšna si bila pred več kot 20 leti s tisto prvo pesmijo, pa zdaj vsa ta obdobja pa tudi zanima. Fejst se nasmeji, tako gledata videospote izpred ali pa posnetke izpred, še pred Ferrarijem, seveda. Saj sem imela že, ki so stari, ne vem, 28, 29, 30 let, ne. In se mi smejita, seveda, kako frizuro, ker takrat so se nosile tako zelo natupirane. Sama sebi sem seveda smešna zdaj s tisto natupirano frizuro, ki je izgledala kot čelada, ampak takrat je bila taka moda, ne. Tako da ne samo si nova, tudi ti imaš en tak pregled za leta. Ja, za nazaj. In kaj bi recimo rekla, da se je najbolj spremenilo od samega začetka pa do zdaj? Ker je bilo to zdaj res obdobje takih velikih sprememb na svetu nasploh. Vse je drugače. Ja. 50 let sem že skoraj na svetu, ne, in ko se spomnim 66 časov Jugoslavije, ne, in potem vse te spremembe, ki so se dogajale, pravzaprav sploh ta stalnica je edino način, na primer, kako se ljudje še vedno zabavajo oziroma zabavamo, ne. Vse ostalo je toliko sprememb, da sploh ne vem, kje bi začela, ker je vse drugače, kot je bilo tudi že pri samem, na primer, promociji nove pesmi. Takrat, ko sem jaz začenjala, to pomeni 30 let nazaj, je bila ena televizija, ne? Ja. Mislim, čisto drugače je bilo, ni bilo YouTubea, ni bilo interneta, ni bilo socialnih omrežij, ne? Takrat se je to vse šele postavljalo in takrat so bili gledani šovi, si šel na 2-3 glasbeni šovi, Mario, Stojan Auer in to se vi zagotovo sploh ne spomnite več, ker vas še ni bilo takrat na svetu in si šel na 2-3 te televizijske oddaje, ne, in so vsi slišali pesem in so se hitro odločili, ali jim je všeč ali ne, ne. Naprimer, v današnjem času, če govorim čisto iz svojega dela, ni nobenega glasbenega šova, nobene televizijske glasbene oddaje, kamor bi lahko šel promovirati, ne. Je pa internet, je pa YouTube, je pa splet, socialna mreža, ki pač se drugače, na drugačen način se dela zdaj promocija, ne. In na marsikaterem področju, skratka, ogromno novosti in enega napredka. Si pa vseeno tako odprta, da si se privadila na to, tudi na Instagramu recimo si dejavna, pa objavljaš. Ja, najprej sem bila kregana, zdaj se učim, kako biti prisoten, ker vsako socialno omrežje ima tudi svoje, ampak ja, celo življenje se učimo. To sem se pravzaprav zdaj naučila v
vseh teh letih, da se celo življenje učiš. In je super to, ker te to ohranja. Super mi je to, ker te to ohranja, kako ne rečem, aktivnega, ker moraš razmišljati, se moraš poglabljati. Pa da ne stagniraš, a ne? Točno to. In to mi je super. In sem kar rekla, jaz bom kar do konca življenja bom na tak način živela, da bom v družbi, da bom skupaj z mladimi tudi, ne? Ker mladi te naprej potegnejo, te marsikaj naučijo. Seveda tudi ti, lahko njih, ne? Ampak in tudi kontra. Tako da se ne bom nič izolirala, pa šla v penzijo, ne? Bom kar lepo dejavna. Kolikor dolgo boš lahko, verjetno? Ne rečem, če v glasbi, lahko da ne v glasbi, lahko da ja, ne, ampak ja, se mi zdi, da ta aktivnost lepša življenje in delo krepi človeka. Niso si to zastonj zmislili. Ja, res je. Kako pa gledaš to dojemanje prepoznavnih ljudi v Sloveniji? Torej tudi čez vsa ta leta, ne vem, kako so prej pristopali, verjetno so si bolj upali, kot pa zdaj, ko se mi zdi, da veliko znanih oseb reče, da te kar gledajo malo po stran, pa nič ne upajo reči, nekateri. Kaj pa vem? Težko govorim za druge, ker lahko govorim samo o svoji prepoznavnosti, ki se je meni zgodila takrat pred 24 leti. To je bila res kot, jaz sem bila dokaj mlada punca, 23-24 let sem bila stara, ki se je ta prepoznavnost zgodila. Kar naenkrat so me prepoznali, mislim, kar je super v glasbenem. To je največ, kar si v glasbenem, bom rekla, pri glasbenem delu želiš, ker če si ti prepoznaven po vsej državi, te vabijo na nastope vse povsod. Kamor sem živela, samo od glasbe sem živela 10-15 let, naprimer, ne? In to so sanje vsakega glasbenika, vsakega pevca, vsakega tistega, ki stopi na glasbeno pot, da si enkrat tako prepoznaven, da res lahko od tega živiš, ne? Po drugi strani pa seveda prepoznavnost, tako kot v vsaki službi so določene specifike, ima tudi manj prijetne stvari, s katerimi se je treba sprijazniti, pa jih rešiti na tak način, da pač ti ne trpiš, ne. Meni prepoznavnost, seveda, če me pokličejo za nastop, pa pride množica, ne vem, par tisoč ljudi na nastop, naprimer. Takrat se je cela feraromanija, cela euforija se je zgodila okoli tiste skladbe. To zdaj, naprimer, vam težko razlagam, ker tega niste doživeli, ampak mediji so me poimenovali Natalija Nacionale, to je bilo, ne vem, na vsakem nastopu je bilo 5-7 tisoč ljudi. Pol leta potem, ko je Ferrari postal uspešnica, sem nastopala naprimer Šmarca pri Kamniku. Gasilci so si sposodili Ferrari in so me s Ferrarijem pripeljali na oder. Pod odrom je bilo, ne vem, 5000 ljudi, 3000, od tega jih je bilo v Ferrari majicah, Ferrari zastavah, Ferrari kape, ne? Pa pesem sploh ne govori o Ferrariju, da bi ga rad človek imel. Ampak se je nekako poklopilo vse. Michael Schumacher je takrat začel zmagovati. Jernej Kuntener je kot Pšemek in Mercatori nastopil v videospotu in ljudje so to vzeli zase. In meni je bilo veselje, ne vem, 2 uri po nastopu podpisovati avtogram kartice, ker zato sem tam, zato da dam ljudem veselje, zato sem šla v glasbo, da bi jo ljudje sprejeli in meni nikoli ni bilo nič težko za publiko narediti. Seveda pa ene normalne meje so pa tako vse posod v življenju potrebne, ne, in če je kdo kdaj to prekoračil, smo pa tudi na čisto normalen način to rešili. To je bilo zelo malo parih primerov, naprimer, ne. En hudo neprijeten, naprimer, se je zgodil tukaj blizu Ljubljane, Zgornje Pirniče, Veselica, ko mi je gospod iz prve vrste skozi mahal, ampak jaz med tem, ko pojem, jaz se smejim, jaz vmes pojem, ne, v živo, ampak jaz vmes tudi razmišljam, katera bo naslednja skladba, ker nikoli nimam vrstnega reda napisanega, ampak vedno prilagajam publiki. In jaz sem tista, ki mora razmišljati, kaj jim bo zdaj pasalo, kaj bom povedala vmes, kateri vic, ali ker tudi vice govorim. In si prilagajam sproti mislim, in vedno gledam malo nad publiko eno točko, da si jaz lahko v glavi pač vse to zložim, ne, takrat, ko je potrebno. In ta gospod, mislim, ta moški mi potem pokaže tu, da ima tak nož za pasom, ne. To, naprimer, je bila res varnostniki, so ga potem odpeljali, vse se je normalno končalo, naprimer, ampak
To, na primer, so bile take manj prijetne izkušnje, ki jih je bilo pa zelo, zelo malo. Sreča, ker to pa res ni prijetno videti. Ne, je, ampak se je vedno vse dobro končalo. Znala si pa tudi po tem, da si vedno zelo lepo urejena, v lepih stylingih. A je to kaj tudi tvoje osebne note? Imaš kako stilistko, kako skrbiš za videz? Rada sem urejena, nimam pa smisla za kombiniranje. In Ja. to sem si kar priznala in rajši sodelujem z tistimi, ki to obvladajo. Ne? Zadnja leta sodelujem z Jernejo Podbevšek-Zembrovski. Ona mi ima prav tak ta ženstven stil, ki je tudi malo rockerski, malo divji, vedno s kakim dodatkom, rada imam modo, ne? Ampak ko pa pridem v trgovino, pa meni se zdi, da me vsa tista oblačila kar napadajo in jaz ne bi mogla si izbrati. Tam, mislim, res stresno mi je to. Nimam rada tega dela. In za na oder itak morajo biti posebni stylingi, za te namene rada sodelujem z Jernejo, modno kreatorko. Sicer pa si tudi imam zelo rada pomoč nekoga, ki se spozna na te stvari. Vem, kaj bi rada, ne znam si pa skupaj skombinirati. To potem je zelo pomembno, da stilistko sta na isti ravni, a ne? Ja. Da tudi ona tebe dobro pozna. Ja. Sem pa rada že od nekdaj urejena. Moja mama je vedno zelo pazila na to, kako se je oblekla, kako se je uredila. Super se je znala sama urediti, zelo luštna. Ženska je še vedno, ne? Še vedno zelo, zelo urejena in mislim, da imam to tudi po njej. Kar pa mi tudi dobro pride pri moje službi, mislim, kot pripevki, ker to je tudi en pomemben del show biznisa. Ja, ker v bistvu gledamo in poslušamo, ne? Ja, meni so vedno rekli, da me raje gledajo, kot poslušajo. Ja, pa smo spet na unem, da so ti rekli, da si seveda lepa in simpatična. Ja, ampak baje boljše zgledam, kot pojem, no. Tako vse vem. Pač vsak, ko si na sceni, se moraš tudi privaditi, da ti ljudje hitro povejo svoje mnenje, ne. Ja. Vsak ima svoje mnenje. Točno tako, ja. Ravno tudi zaradi te svoje izkušnje se jaz prav zadržim pri svojih mnenjih in se probam brzdati, dokler me kdo ne vpraša za mnenje, ne. Ker včasih ni prijetno, ne, non-stop neko bombardiranje poslušati. Ja. Ampak je to del te službe, to nič ne vzamem za slabo, ne, ampak tako osebno, kot pa na primer, ko sem pa samo kot Natalija, kot mama, kot nekdo, pa si to večkrat prikličem v glavo, da ne posiljujem nekoga z svojim mnenjem, če te ne vpraša. Ne uspe mi vedno, to pa tudi res. Ja, tudi potem si znala, da rada govoriš in da ti gre to dobro. Ja, mogoče tako javno mi gre malo boljše, kot pa zasebno, ko pridejo tisti trenutki, čustveni trenutki, takrat se mi zdi, da jezik kar pobegne nekam in te čustvene trenutke kar težko izražam z besedami. To pa je tako, vsak reagira v svojem stilu. Ja. Pa včasih tudi, torej, da ne poveš, kaj več pomeni, oziroma nekomu nekaj sporoči, ne, tišina, recimo. Ja, res je, ja, tudi tišina točno ima veliko sporočilo. Ja. Pravzaprav včasih s tišino vse poveš, ne rabiš nič dodajati, ne. Res je, ja. A potem ta ideja za tvoj Natalijin kotiček izhaja tudi iz tega skrb za sebe, lepota. Imaš nekaj takih izdelkov, s katerimi se pač torej ženske ali moški malo pocrkljajo? Ja, malo pa botruje tudi obdobje korone, ker takrat smo in glasbeniki imeli prepoved dela, ne? In tudi podjetje, ki ga imava z možem, ki se ukvarja, kot sem že rekla, s tehnično opremo, celotno tehnično opremo prireditev. Mi smo bili takrat pravzaprav, smo imeli prepoved dela skoraj 2 leti, ne? In najprej je bil ta šok, kako nikoli v življenju še nisem doživela, da pač ne smeš iti na teren, ne smeš iti delati, ne. Ampak ja, saj sem rekla, življenje se spreminja, v življenju doživiš marsikaj in seveda, če je zdravje na prvem mestu, je to najbolj normalna stvar, ne. In v tem času je ostal čas za razmišljanje o nečem novem, o novih projektih in predtem je enkrat mož domov
prinesel, bom rekla, te izdelke iz sivke, ki so meni bili zelo všeč, in potem sva se začela, ki sem jih jaz rada uporabljala, od različnih, naprimer, dobaviteljev, pa je rekel Dejan, on je tako zelo posloven, on je komercialist, marketingovec, skratka, en tak prodoren človek in fejst inteligenten. In je rekel, zakaj pa ne bi ti imela Natalijin kotiček, pa bi naprimer vsi ti izdelki bili združeni, da bi vsi tisti, ki pač imajo radi ali te naravne izdelke za nego telesa, ali parfum, naprimer, je tudi, ali dišeča sveča, ali druge stvari za vdišaviti prostor. Pa sem rekla, vse pa res, zakaj pa ne? In potem je v bistvu takrat med korono nastal ta projekt, ki pa je zdaj, poleg kolekcije sivka, je še tudi kolekcija pomaranča. Mene pomaranča vedno spravi v dobro voljo, kar poživi me, kar se mi zdi, kar sonce se mi nariše. In sem si prav želela kremo za roke, naprimer z vonjem pomaranče, lipstik z vonjem pomaranče, in še več izdelkov je v tej kolekciji, in tu izhajam čisto iz sebe, in če še komu všeč, naprimer, ne, je dobrodošel v mojem kotičku. Lepo, tako spevno v mojem kotičku. Je ful lepo. Si pa itak že večkrat dokazala, da si vsestranska, od tega, da si tudi delala kot novinarka, voditeljica. Smo te navajeni v več vlogah. Ja, rada delam. Čeprav v življenju jaz sem imela namen, da bi srednjo šolo sem hodila v gimnazijo, potem v konec gimnazije sem imela fanta, ki je bil 9 let starejši od mene, in mi je rekel, Natalija, ekonomija, to je prihodnost, jaz pa totalno ne zanima me, skratka, nič se ne spoznam. Res, to pa res, ko pa nekaj nimam talenta, je pa to ekonomija, naprimer, ne. In sem se potem, namesto da bi šla študirati tuje jezike, ne, sem se preusmerila na ekonomijo, tam me seveda ni zanimalo. En letnik sem naredila, v drugem pa je že pravzaprav prišla glasba in je že prišel Ferrari, ko na srečo, očitno je življenje že tako hotelo, da tam, kjer pač, ali pa si poiščeš, seveda si človek sam poiščeš in greš na pot, ki ti je mogoče bila dana že ob rojstvu. Moj oče je glasbenik, mama ima zelo dober posluh, ne. Oče je igral v skupini Dan in noč, jaz sem to tako oddaleč vse to spremljala kot otrok. Bila sem sramežljiva, nisem imela ravno nekega poguma, ali pa niti želje še takrat, ne. No, potem kot mlada punca sem se pa začela v gimnaziji zapirati v svojo sobo, pa peti jazz standarde. Takrat pred tem je bilo še rock, pa jazz, pa te druge, odkrivati druge glasbene zvrsti, ne. In oče me je seveda slišal v moji sobi, ker sem jaz mislila, da me seveda v bloku nihče ne sliši, če poješ na ves glas, pa tudiš. In je rekel, čuj, Natalija, skupina s Koroške išče pevko, kaj bi si ti upala, ne? Ker je, mislim, če mene kot strelko vprašaš, če bi se nekaj upala, kako si ne bi upala? In sem šla potem na tisto avdicijo. Avdicija je bila katastrofalna. Prvič sem pela tak solo, ker prej sem samo par let v zboru pela v osnovni šoli, naprimer, ne, in kot solistka sama, pa takrat prvič, in sem mislila, da se terca poje vedno samo navzgor, ne tudi navzdol od tona, skratka, prijela me je trema, ampak so kljub temu nekaj videli v meni in so mi rekli, to so mi kasneje povedali, Oto Vrhovnik, priznan in poznan saksofonist, ki je tudi na akademiji v Dunaju učil saksofon, je rekel, iz te punce še enkrat nekaj bo. Dajmo ji še eno možnost, pa sem dobila 14 dni, da sem naštudirala določeno količino zabavnih, pa narodno zabavnih pesmi, in takrat seveda trenirala potem noč in dan in super opravila tisto drugo avdicijo, in takrat se je pravzaprav potem moja ta glasbena pot pred 31 leti zdaj začela. Wow. Lepo, da so ti dali še eno priložnost, pa da nekdo opazi nekaj v tebi. Ja, velikokrat so drugi več videli v meni, kot pa sem jaz sama, in jaz sem šele potem čez leta to nekako, bom rekla, očitno imam nek talent za zabavati ljudi, za nastopati pred kamero, in šele, ko so drugi to opazili, naprimer, sem lahko potem to razvijala skozi leta. Pa tudi sama, začela sama vase verjetno, tako bom rekla, ja.
Pa se mi zdi, da če nisi neki siguren, vedno rabiš nekoga drugega, da ti pove, potem pa res začneš razmišljati, mogoče pa res sem v tem dober, ne? Ja, sem precej realna, pa tudi precej samokritična, tako da s potrditvijo drugih, naprimer, je potem v bistvu se ta moja pot razvijala in nadaljevala. In zdaj si tukaj. Da. Z novo pesmijo. Čas je, da zaključiva tale najin pogovor, pa imam za tebe še par kratkih vprašanj za na konec. Okay. Prvega bom kar spustila, ker zdaj že vemo, da si jutranja ptica in da imaš rada jutra. Ja, imam rada jutra in enostavno zdaj je ta moj emšo že malo na udaru in ne morem več zjutraj spati in mi je super hoditi na jutranje intervjuje, takrat, ko imam novo pesem, sicer pa tudi se hitro vstanem, poskrbim za to, da si najprej sama naredim zajtrk, pa potem tudi seveda za družino, ker mala dva hodite v šolo in potem sem mama tipična, ki odpelje otroke v šolo, ker mi smo na deželi čisto doma in je to kar nekaj kilometrov od doma. Pa potem verjetno tudi po njiju. Ja, taksi mama. Ja, taksi mama, zdaj že kombiniramo z avtobusom, pa tudi te starejši si je zaželel skuter in je zdaj zaenkrat dober voznik, moram kar potrkati na les, da bo tako tudi ostalo. Skratka, ja, življenje na podeželju mogoče mičkeno drugače kot v mestu. Zagotovo. Kaj te najbolj osreči? Družina moja na prvem mestu, potem pa tudi moje delo. Užitek mi je biti na odru in videti pod odrom vesele ljudi, ki se zabavajo. Ali imaš kakšno šibko točko? Seveda, sem krvava pod kožo. Ja, veliko, še vedno, ampak te so pač del mene in delajo moj karakter. Zdaj sem se že sprijaznila z njimi. A se spomniš kakšne? Ja, ta perfekcionizem, ta deloholičnost, naprimer, to je treba vedno imeti pod nadzorom, da to ne uide kar nekam v neke sfere, kjer ne bi rada bila, zelo sem samokritična. Pa še, mislim, ko začnem razmišljati, tudi precej občutljiva, ampak vidim, da vsaka v bistvu slaba lastnost ima tudi dobro lastnost, ker zaradi tega, ker sem zelo občutljiva na energijo, naprimer, res hitro začutim človeka, ko sem z njim skupaj in posledično tudi hitro začutim energijo publike, ki je pod mano, ne? In vedno prilagajam svoj nastop temu, nikoli nimam naštudiranega nastopa. Ne? Ja, določene finte, določene vice, ki jih stresem z rokava, takrat, ko vidim, da je pravi čas za to ali pa prava priložnost za to, ampak hitro začutim mogoče in je potem to en plus, naprimer, pri delu. Zasebno pa, če si preobčutljiv, je včasih v redu, včasih je pa tudi težko, ne? Ampak sem videla, vsaka stvar ima svoje minuse pa svoje pluse, ne? Se strinjam, ja. Ali imaš kakšno stvar, ki te vedno vrže iz tira? Kakšna situacija? Ki me vedno vrže iz tira. Joj, ko vidim ono umazano perilo, kar nametano po hiši doma, ja. Ja, se že derem. In pa še za konec, kaj je najlepši kompliment, ki si ga prejela? To pa je lahko. Mama, ti si najboljša mama na svetu. No, lepo. Si pa ena izmed redkih, ki rečejo, to je pa lahko vprašanje, ker ponavadi vedno, oziroma velikokrat rečejo, to je pa težko. Ja, se tudi jaz pravzaprav komplimentov ne znam, oziroma sem se jih skozi leta naučila, ne? Sprejemati, ampak enkrat, ko si mama in najina pot do njiju ni bila lahka, je bila polno preprek, je bila taka prava življenjska preizkušnja. Potem seveda znaš to ceniti, pa to kar samo izskoči. Zagotovo. Natalija, najlepša hvala za tale čudovit pogovor. Pa do naslednje kavice, če uspeva spiti skupaj. Z največjim veseljem. Hvala.